Šli nazaj. Bitcoin je danes presegel vrednost 60 tisoč evrov, povpraševanje je mnogo večje od ponudbe. Ameriška finančna ministrica izključuje možnost recesije v letošnjem volilnem letu, medtem ko znana senatorka kupuje delnico družbe za kibernetsko varnost. V Nemčiji pa so legalizirali marihuano, kanabis industrija veliko obeta tudi farmacevti, ki razvijajo zdravilo proti debelosti. Ja, na vrsti je finančni svet in v studiu se mi bo vsak čas pridružil kolega Adi Omerovič. Adi, pozdravljen. Pozdravljena, Suzana. Sem že tu. Zdaj vsi govorijo o Bitcoinu, ne? Lastniki tele kriptovalute imajo zelo širok nasmeh, ne? Ja, ker poglej, tudi med nami, kakšen snemalec, pa tako vidiš, kakšen nasmeh ima danes. Sem sebe misliš. Predvsem pa se to smeji prebivalcem Salvadorja, tam je namreč Bitcoin državna valuta. Spoštovani, lepo pozdravljeni, salvadorski predsednik Nayib Bukele, ki je bil februarja že drugič izvoljen, želi zgraditi Bitcoin mesto kot nekakšno davčno oazo v prihodnosti. No, Google izpostavlja 5 držav, ki se glede na iskanje v brskalniku najbolj zanimajo za Bitcoin. Nigerija, Salvador, Švica in na 4. mestu, kot vidite, Slovenija. Ja, vrednost Bitcoina narašča. Letos lahko v ZDA kupite Bitcoin sklad pri uveljavljenih finančnih ustanovah in to poganja ceno. V višave v zadnjem mesecu so vlagatelji kupili za 40 milijard evrov bitcoinov. Rudarji pa vsak dan prirudarijo trenutno največ 900 novih bitcoinov. Povpraševanje je na trgu trenutno 12-krat večje. To pomeni, da je bitcoin na trgu čedalje težje kupiti, kar pokaže tudi tale graf. Poglejte, kako pada dol, med tem, ko cena bitcoina seveda narašča. No, aprila pa je napovedan halving, to slovensko pomeni razpolovitev in to pomeni, da bodo z naslednjim mesecem rudarji lahko na dan prirudarili ne več 900, ampak zgolj samo še 450 bitcoinov. In bitcoin je prejšnji mesec samo 45% in je na vrhu kot leta 2021. Takrat pa je bilo gospodarsko okolje povsem drugačno. Centralne banke so tiskale rekordne količine denarja, obresti pa ni bilo. Podjetje CleanSpark je eden od najpomembnejših rudarjev Bitcoina. Delnica je samo februarja zrasla za 117% in je tudi na enaki vrednosti, kot je bil novembra 2021. Ameriški BlackRock pa je Bitcoin sklad 1. marca omogočil tudi v Braziliji, medtem ko pa je hongkonška kriptomenjalnica Bitforex v zadnjih dneh kar ustavila vsa izplačila. No, iz Rusije se prejšnji teden oglasil tudi žvižgač Edward Snowden, ki pravi, da bomo letos izvedeli, kako je nekatera znana država v tajnosti kupila velike količine bitcoina. No, Jamie Dimon, šef največje banke na svetu JP Morgan Chase, rad javno izpostavi, da je naložba v bitcoin nevarna in jo zato vsem odsvetuje. I could care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. I've also told people that it can trade at $100,000 before it trades to zero. Who cares about Bitcoin? And the other thing I've always made of Bitcoin, governments, and this is not a technological statement, governments are going to crush it one day. Governments like to know where the money is, who has it, and what you're doing with it. No, na borzni parket se vrača ameriška senatorka Nancy Pelosi, ki mnogi očitajo trgovanje na podlagi notranjih informacij. Za Nvidio, ki razvija čipe za umetno inteligenco, je njen mož sicer zaslužil $1,5 milijona. Prejšnji teden pa smo izvedeli, da je sredi februarja kupila delnice podjetja Palo Alto Networks, ki skrbi za kibernetsko varnost. In Palo Alto Networks je samo v minulem letu zrastel že za 107%. No, Janet Yellen, ameriška finančna ministrica, je na srečanju skupine G20 v Braziliji izpostavila, da v prihodnosti na Zahodu ne vidi recesije. Tudi združenje BRICS z neko novo valuto ne bi predstavljalo nobene grožnje. Realistically, there are not alternatives to the dollar, euro, yen. So I'm not too worried about that.
Veliko rast nima zgolj Bitcoin ali tehnološki sektor, ki ga poganja zgodba o umetni inteligenci. Nadpričakovane prihodke imajo tudi v industriji konoplje. True Leaf Cannabis Corporation je ena od večjih družb in je od novembra pridobila kar 162%, kar je precej več kot Bitcoin. Tudi konopljin ETF sklad, v katerem je več kanabis podjetij, je v zadnjih 4 mesecih zrasel za 50%. No, nemški poslanci so z 2/3 večino podprli legalizacijo marihuane, ki bo od aprila dosegljiva vsem polnoletnim državljanom. Prodaja bo potekala pod nadzorom, je zatrdil nemški zdravstveni minister Karl Lauterbach. Da kann man den Kopf in den Sand stecken, da kann man Bierzeltreden halten, aber davon lösen wir nicht ein einziges Problem. Wir müssen uns den Problemen stellen und der Ansatz, den wir hier verfolgen, ist ein guter Ansatz. Wir verfolgen 4 Ziele. Wir legalisieren den Eigenkonsum. Wir schaffen ein Angebot, eine Alternative zu dem bedenklichen kriminellen Schwarzmarkt. Meso iz izvornih celic ima perspektivo, meni slovenski podjetnik Ivo Boscarol. Ameriški Beyond Meat, ki sicer proizvaja rastlinsko meso, je pa prejšnji teden v 2 dneh pridobil 43%. V trendu pa so tudi zdravila proti debelosti. Ozempic bi lahko dobil konkurenco. Prejšnji teden je Viking Therapeutics objavil, da so uspešno zaključili drugo fazo razvoja zdravila proti debelosti in delnica je samo v enem dnevu poskočila za kar 133%. V finančnem podcastu smo prejšnji teden govorili, kako poiskati zanimive naložbe. Finančni analitik Nikola Markovič in upravljalec premoženja Simon Skobin sta pojasnila, zakaj so včasih osovražene delnice lahko najboljša naložba. Delnice povezane z zlatom so verjetno v tem trenutku najbolj osovražene, če lahko rečemo temu. In tudi so vsi razlogi, zakaj so osovražene, ampak kadar pride v stanje take osovraženosti, je velikokrat dober moment mogoče za biti noter. Zdaj, kadar imaš zadevo, ki je že bila ta rek, ti kupuješ stvari, ki so na 17. strani časopisa, ne na prvi. Ne? Ja. In kadar pride na prvo, prodajaš. Ja, Bitcoin je res na prvi strani časopisa, vendar ga še ne bomo prodali. V našem portfelju je pridobil že več kot 40% od konca septembra, pa je naš portfelj višji že za skoraj 7%. Prejšnji teden smo zaprli pozicijo Pan American Silver z oznako PAS in realizirali 17% izgubo. Kupili smo novega rudarja zlata, New Mountain Corporation z oznako NEM, ki je že ustvaril dobre 3%. Povečali smo tudi izpostavljenost v svetovnem dividendnem skladu VGBE. Podrobnejšo analizo vsega pa objavim jutri v finančnem komentarju na 24ur.com. Naj še izpostavim, da nič od tega seveda ni finančni nasvet, ampak služi zgolj informiranju. Adi, preden se posloviš še to, koga boš gostil v četrtkovem finančnem podcastu? Pride Luka Podlogar, predsednik uprave NLB skladov. Ja, govorila bova o svetovni ekonomiji in zanimivih naložbah. Spoštovani, hvala za pozornost in uspešen teden vam želim. Pa tudi tebi, Suzana. Enako, hvala, Adi. Hvala.